Živijo Tadej. Pozdravljen, Črt. Danes bova rekla par besed, pa malo razmišljala o tematiki, ki zna biti zanimiva, sploh v tem času, ko je večina doma in ima večina majčkeno več časa tudi za rekreacijo, treninge ali pa vadbo, karkoli je že del njihove rutine. In se bova dotaknila ene specifične teme, in to je spoštovanje principov primerne obremenitve oziroma neke postopnosti ali pa potem na koncu koncev tudi progresivnosti, ne. Tako da ne glede na to, da ima marsikdo več časa, več energije, več časa tudi za počitek, to zdaj še ne pomeni, da se lahko forsira in vsak dan trenira trikrat huje in trikrat močneje, kot je to prej. Ampak mora še vedno, ne, se malo nazaj pobremzati, oziroma če že je motivacija tako velika, da pa zdaj trenira trikrat več ali pa vadi trikrat več, kot je prej, je vseeno pametno malo razmisliti pa majčkeno s pametjo k celi stvari pristopiti. Pa bi Tadej pa zdaj idealen za to, ker se tudi s temi stvarmi veliko ukvarja, veliko ima tudi izkušenj, tako z rekreativci kot športniki, mladimi in mogoče kakšnimi malo starejšimi. Pa bi najprej, da začneva, Tadej, v bistvu štartala z izhodišča, da najprej samo mogoče omeniva tiste klasične posledice pretiravanja, ki so vsem znani, torej različna vnetja, bolečine, pol konec koncev kakšne male poškodbice lahko pridejo, pa potem na koncu majčkeno bolj sistemske stvari, kot so, ne vem, slabitev imunskega sistema in take stvari. Pa dajva se lotiti teh najprej klasičnih, bolj na hitrico, teh čisto biomehanskih, lahko razumljivih, ne, torej, česa bi se lotila? Dajva se najprej lotiti tega bolj treninga moči, no. To, kar vadba moči, dajva reči, no. To, kar doma lahko počnemo, počnejo ljudje. Najprej, zakaj ni pametno pretiravati, no, do česa vse lahko pride čisto na mišičnem nivoju pa tako naprej. Okej. Zdaj vsakič, ko ima človek višek energije, je pol od njega odvisno, kako to energijo porazporedi. Dostikrat se zgodi, da ko pridemo do tega viška, se lahko začnemo tudi malo obnašati, recimo temu, neracionalno, in nas potem dostikrat zavede, da v določenih treningih pretiravamo in z intenzivnostjo in s količino. Zaradi tega je v tem času dosti pomembno, da ta višek enakomerno razporedimo skozi teden, pa tudi skozi različne vsebine, tako iz vidika gibanja, kot tudi iz vidika ostalih, tudi mentalnih aktivnosti in drugih opravil. Zdaj, kar se tiče čisto treninga moči, je lahko tudi dostikrat težava, da kdo začne prehitro s kakšnimi hit variantami treninga, ki so dosti hitrih izvedb pa eksplozivnih izvedb. Potem se pa tudi pač začnejo pojavljati določene težave, se pravi, po prvem treningu je lahko dostikrat tekom dneva ali pa po 24 urah ali pa celo več potem prisoten zelo močen muskelfiber, ki je ponavadi celo neke vrste sistemsko vnetje celega telesa, sploh če je bil trening za celo telo in posameznik tega ni bil navajen. Zdaj, kar se na samem mišičnem nivoju dogaja, pač pride do rahlih mikronatrganin, recimo. Ni tako grozno, kot se sliši, ampak mišična vlakna se dobesedno rahlo načnejo zaradi mehanskega stimulusa, na katerega pač niso prilagojena, in odziv tega potem pač sistemsko vnetje določenih mišičnih skupin ali pa celotnega telesa, če pač vadba bila bolj za celo telo in dosti intenzivna in dosti časa trajajoča tudi. Potem, če ne trpijo tu samo mišice, imamo tudi tetive pa ligamente, sicer tistih ni nujno, da jih direktno v prvem
v prvem planu čutimo, lahko pa se pač začne pojavljati, potem, ko malo ta glavni muskelfiber izveni, še zaznamo, da mogoče tudi kaj druga malo utrujena, ne samo mišice. Pa potem tudi na nivoju hrustancev pa meniskosov, medvretenčnih ploščic in podobno, pa pač pri takih akutnih vadbenih izpadih lahko pride do pač akutno slabšega stanja teh struktur, ampak ni nič hudega, če potem damo čas, da se zadeve regenerirajo pa obnovijo, da lahko potem spet vse skupaj nemoteno in zdravo obremenimo. Predno greva naprej, tle se mi zdi, da ko si glih lepo nastavil, se mi zdi pomembno omeniti, da vadbeni ali pa trenažni stres povzroča stres celotnemu sistemu, torej ne samo mišicam, ali pa drugače povedano, ne samo tistemu, kar čutimo, ali direktno tisti trenutek, ali pa potem čez en dan, primer muskelfiber si omenil. Muskelfiber čutimo, to je mišična bolečina. Če smo zelo hudo pretiravali, lahko celo akutno čutimo kaj ligamentnega, ali pa sklepne površine, ampak to moramo res konkretno pretiravati, da čutimo že recimo naslednji dan. Ampak načeloma čutimo mišice in velikokrat lahko nekdo pretirava v bistvu zelo dolgo časa, je tako nekako psihološko gledano trpežen in ta muskelfiber lahko trpi kar nekaj časa, si mislim, če se to je mišica, sej muskelfiber sam po sebi ni škodljiv, sam po sebi, sej to je neka taka mikrotravma, dokler ni prevelika, je pač v redu, ampak tle je pomembno poudariti, kot si rekel, imamo druge strukture, tetive, ligamente, sklepne površine, ki jih pa ne čutimo, mi lahko verjetno en teden, 2 tedna ali pa 3 tedne smo glih toliko čez mejo, da se ta tkiva ne morejo regenerirati, ampak mi tega sploh ne čutimo v smislu bolečine, in to lahko začutimo šele pol, recimo čez nekaj mesecev, ali pa kosti, recimo stres, frakture in take podobne stvari, Ja, res je, če se trening potem ne umiri, oziroma predolgo časa vlečemo s to intenzivnostjo, pač pride do tega, da na nek način telo izčrpavamo in na lokalni in na sistemski ravni. In potem pride do tega, da mogoče v štartu se nam zdi, da ful napredujemo, to se ponavadi prva 2 tedna najbolj vidi, potem pa 3. teden že začne vse skupaj padati, ali pa 4. teden, tudi motivacija pade. Zakaj se to zgodi, je pa v bistvu potem vse skupaj, da tudi hormonski sistem začne padati v svojem odzivu, ker če mi nekaj držimo non-stop na previsoki aktivnosti, se v bistvu potem samoregulacija zgodi v to smer, da začne ta aktivnost padati, zaradi izčrpanosti samega sistema ali pa ker pač živčni sistem zazna, da pač zadeve, ki jih počnemo, niso optimalne in če smo takrat še dalje trmasti, si še v bistvu dalje kopljemo na nek način jamo. Kaj še tu potem takega je finta v tem, da tudi ne čutimo, kaj se dogaja z organi v prvi fazi oziroma z organskimi sistemi, z hormoni. Najprej to mogoče lahko res prepoznamo na sami motivaciji pa temu, da vidimo, da se mogoče ne tako hitro zregeneriramo, ampak potem so še tu druge stvari, kar se tiče imunskega sistema. Da če si mi predstavljamo kot vadbo, kot neke vrste dogajanje v divjini, lahko vadbo, tek, agresivno vadbo za moč primerjamo z odzivom boj ali beg, medtem ko čisto spontano telesno aktivnost, ki je nizkointenzivna, kot je hoja, pač prosto gibanje po naravi brez nekih drugih močnih dražljajev, pa lahko v bistvu jemljejo kot neki nivo homeostaze, kjer smo popolnoma prisotni, sproščeni. In če vzamem kontrast tega dvojega, kaj se zgodi dejansko, ko smo mi v tistem boj-beg režimu, se lahko zgodi to, da dejansko naredimo imunski sistem manj odziven in tudi sami ne dobivamo sporočil iz telesa, da neke stvari več 100% ne štimajo, ker je pač telesu po primarni funkciji najprej pomembno, da se reši nevarnosti. Ko je enkrat ta nevarnost mimo, takrat pa se komaj telo začne zbirati energijo, ki jo preusmerja v recimo delovanje imunskega sistema. In že vsak verjetno ima izkušnjo
da če na primer bil en teden ful pod obremenitvijo ali pa tudi mogoče daljše časovno obdobje, če kdaj ni zbolel takrat, ko je bil pod polno obremenitvijo, ampak komaj 2-3 dni po tistem, ko mu je po domače vse skupaj dol padlo. Ne. Se pravi, da v bistvu stresni odziv se zmanjšal, ali pa gibalna dejavnost zmanjšala, takrat je telo komaj dobilo možnost zbrati energijo in jo usmeriti v organske sisteme, eden od teh je pač tudi imunski sistem, in takrat komaj začnejo stari grehi hoditi na ven in se kazati v obliki prehladov, bolečega žrela, lahko tudi bolečin, ki niso specifične, razdražljivosti, pač različnih stanj, ki so pač s tem povezana. Zdaj pa to je lahko, če mi dolgo kopljemo jamo, se te zadeve lahko dogajajo na nivoju tednov, mesecev, tudi let pri nekaterih, kjer trpijo za kronično izgorelostjo, recimo. Medtem ko če nekdo to hitro prepozna, pa da je imel samo 2-3 tedne pretiravanja, se lahko, ne vem, v enem tednu že nazaj sestavi. Se tudi, če gledamo pri športu, če cikliziramo trening, je vedno 2 tedna stopnjevana intenzivnost, 3. teden nizka intenzivnost, če gre za visoko intenziven trening program. Če gre za malo bolj vzdržljivostno naravnano, pa srednje intenzivnosti, pa gremo 3 tedne nabiranje količine in intenzivnosti, pa potem en teden spet odmora. Tudi športniki imajo po 2-3 tednih vedno en teden, ki je razbremenilen, zato da telo se lahko spočije in takrat izvede superkompenzacijo v smislu, da telo strukturno, fiziološko, mentalno napreduje, tudi seveda. In v bistvu počitek omogoča, da se mi na obremenitev adaptiramo. Če mi samo dajemo obremenitev in jo stimuliramo telo samo preko obremenitve, bo v začetku, dokler ima telo rezerve, napredek, potem pa bomo v bistvu te rezerve pa osnovni pol energije izčrpali, takrat pa v bistvu gremo v degeneracijske procese, ki pa si jih načeloma noben ne želi. Zaradi tega je dostikrat fino, da vsaj v osnovi malo trening cikliziramo, oziroma sami sebe spremljamo po počutju, da vemo, da je treba razbremeniti, pa kdaj spet obremeniti. Ampak ja, najboljše je za večino populacije, da se drži tega, da če ve, da sem zadnja 2 tedna malo bolj treniral, je super, da za en teden trenira malo manj, pa potem spet, seveda pa pač treba celi kontekst življenja tu skupaj vzeti in od delovnih obremenitev in do pač gibalnih obremenitev. Ja, ker tle se mi zdi pomembno, pač nekako si izpostavil, zdaj ne bova šla v podrobnosti, ampak si dobro izpostavil, da človek je obremenjen vedno v celoti, zdaj ali je to pač gledano celoživljenjsko ali pa tudi samo v fizičnem smislu, ne, kot si omenil, čist evolucijsko gledano, torej trening ali pa fizična aktivnost ne obremeni organizma samo na tem strukturnem nivoju, kot si ga marsikdo predstavlja. Strukturni nivo, mislim, mišice, tetive, kosti, srčno-žilni sistem, ampak obremenjujemo tudi preostale sisteme, ne? Torej hormonski sistem, kognicijo, tudi fizičen stres, ni samo fizičen stres, ampak je istočasno tudi mentalni in psihološki stres, ne? Ker to je tudi nek napor, ki ga mentalno premaguješ, če recimo doma pol ure za televizijo skačeš kar neumen, pa dihaš, pa imaš puls na maksimum, je to po eni strani ni samo fizičen stres za vse te sisteme, krvožilni sistem, mišice, tetive in vse to, ampak je tudi mentalni in psihološki stres in vse v bistvu zaobjame in zaradi tega si v bistvu fajn to širino postavil, da to je pomembno ne samo za športnike, to je namenjeno tudi za rekreativca, da razume, da nek intenziven trening ali pa intenzivna vadba ne vpliva samo na mišice kosti, ampak vpliva na celotno sliko. Ja, zdaj pa tu se dostikrat sploh v rekreativnem svetu ljudje ujamejo v eno zanko, ki jo sicer športniki tudi dostikrat izkoristijo, pa potem pač žanjejo posledice tega. Zdaj, dostikrat ljudem se že v štartu ne da na trening, oziroma nima občutka, da so danes pripravljeni za trening, oziroma čisto po domače ne čutijo tiste prave volje. In to je že en tak znak, da je v bistvu telo v pomanjkanju neke energije, ne. Zdaj, vzamemo stran lenost pa podobne zadeve, ampak če ti v osnovi rad treniraš, pa tisti dan nimaš volje,
pa greš na trening zaradi tega, ker pričakuješ, da ti bo trening dvignil nivo energije, oziroma se boš po njem boljše počutil. To načeloma ni nujno, da je pozitivno, ker v bistvu ti, ko že v utrujenem stanju greš na trening zato, da se potem po treningu boljše počutiš, v bistvu je trening samo kot neke vrste poživilo, ki vmes dvigne ravno hormonov in ko trening končaš, imaš pač tisti občutek zadovoljstva, malo se endorfini, pa ostali hormoni dvignejo in ti imaš generalno boljše počutje, kot si imel prej. Ampak če ti ta trend nadaljuješ iz dneva v dan ali pa iz tedna v teden, tudi sam potem opaziš, da ti podobni treningi več ne dajo istega zadovoljstva konc treninga. To pa zaradi tega, ker že tisti nivoji hormonov dalje začne padati. Ne? Ti v bistvu je lahko dobro počutje po treningu celo lažen efekt, da si nekaj dobrega naredil. V bistvu si se izčrpaval na naslednje nivoje, pa se tega niti nisi zavedal, ker si akutno samo gledal, da ti je po 1 uri treninga bilo dosti boljše, kot pa ti je bilo direkt pred treningom, nisi pa spremljal, kaj se dogaja s tabo potem še naslednjih 24 ur ali pa naslednjih nekaj dni. Ne? In če to predolgo ponavljaš, v bistvu tudi s treningom greš v neke vrste izgorelost, ki se sploh ne zavedaš. Ne? In to je pri vadbah, ki stimulirajo visoko intenzivne zadeve skozi celi teden, pač se to zelo pogosto lahko zgodi in potem ljudem ni jasno, zakaj ful trenirajo, pa se redijo, pa zakaj, če so non-stop gibalno aktivni, zbolevajo, pa take stvari. Zaradi tega, ker so že v osnovu v deficitu energije, kakorkoli to pač poimenujemo, lahko tudi mentalne volje, moči, kakorkoli. Ampak generalno odzadaj stoji energija v različnih oblikah. Ja. No, to je dobro si razložil, ja, ker velikokrat poudarjam, tudi jaz, ko delam z vadečimi oziroma svojimi strankami, da muskel fiber ni edino merilo ali uspeha ali intenzivnosti treninga. Marsikdo se obrača izključno samo na muskel fiber. Ja, če pa nima muskel fibra, ali pa če recimo sem, ne vem, 2 dni nazaj treniral, karkoli že sem, ali sem šel laufat v hrib, ali sem pa doma v teži premetaval, pa če nimam nekega pretiranega muskel fibra, to pomeni, da sem spreman za vse, ne? Ali pa po drugi strani, imam hud muskel fiber, fakt, stari, nisem sposoben nič, ne? Nisi sposoben delati, ne? Ja, tako. Muskel fiber je en dejavnik, na katerega se seveda lahko naslanjamo in je nek zelo dober feedback, ampak ni pa še zdaleč ne edini, ne? Dobro si razložil, ali pa bom tako povzel, ne vem, pred kratkim sem slišal en dober stav kot ne vem kjerga trenerja, pozabil sem, je rekel, ko greš v gym, ne, poslušal sem trenerja, ki se ukvarja z weightliftingom oziroma z olimpijskim dvigovanjem uteži, pa je rekel, ko greš v gym in si naložiš štango oziroma palco, ne, za tiste, ki ne vejo, palco, na katere potem nalagaš uteži, ne nalagaš gor samo tiste uteži, ki jih daš fizično gor, ampak si moraš predstavljati, da na tej palci ni samo tistih 50 kil, ki si jih naložil v obliki uteži, ampak na tisti palci imaš gor, če si šel zvečer, stres ali pa energijo celotnega dneva. Torej, ves stres sloniš še na tej palci gor. Torej, ne dviguješ samo tiste palce pa 50 kil, ampak v narekovajih dviguješ tudi celoten stres. Drugače povedano, če si imel neverjetno katastrofalen dan v službi, pa si bil non-stop anksiozen, pa je bil težek dan, pa je bil dan poln adrenalina, torej si reševal neke težke probleme, ali pa po drugi strani si zdaj doma, pa rešuješ eksistencialni problem, torej se sprašuješ, ali boš imel čez 1 mesec ali pa čez 2 meseca dovolj denarja, zaradi tega, ker je pač trenutna situacija pripeljala do tudi ekonomske krize in si v tem stresu in si konstantno anksiozen, je potem v veliki večini primerov kontraproduktivno, da se greš pa zdaj v narekovajih sprostiti in se greš znoreti do konca, ne? V roku 20 minut pa ure pa se znoriš, pa se ubiješ na vadbi ali pa na treningu, ker velika verjetnost je, da boš dosegel glih kontra učink. Ja, in če pogledam tudi z druge strani, dejansko, kaj ti takrat narediš, v bistvu agresijo, ki se nabira znotraj sebe, še na koncu sprostiš na sebi. Ne? Ja, dobro spovedal.
se tudi posledice potem, kar se tiče muskel fibra pa tega, dosti močnejše. Hkrati je pa to en paradoks, da si ti nekako podzavestno tega želel, ne? In dejansko te podzavest sili v to, da sam sebe še do konca potlačiš, koliko se da, da si pol na koncu sam sabo zadovoljen, ne? Zdaj čisto pri vseh tak, ampak dostikrat se zgodi, da ljudje tisto, ko ne morejo recimo na delovnem mestu izraziti svojih pomislekov, oziroma morajo delati nekaj, kar jim je naročeno, pa ne morejo uveljaviti svoje volje direktno, pol pa to v bistvu prek takih mehanizmov uveljavljajo na sebi preko preintenzivnih treningov. Se pravi, dobesedno se grejo znoret, ker je v njih ujet neki višek, ki ga takrat niso mogli sprostiti, ko bi ga bilo treba, potem pa pač v bistvu tisti višek izživljajo na sebi, ne? Tudi pri športnikih je dostikrat taka motivacija, če gledamo nivoje motivacije, ki so pozitivno ali pa negativno nastrojeni. Če vidiš športnika, ko dviguje teži, pa vidiš v njem tisto agresijo, ki je v bistvu destruktivno naravnana, takrat moraš trening prekiniti, ker veš, da si bo cel teden uničil zaradi tega, pol ga pa na koncu vprašaš, kaj je bilo, v šoli me učiteljica zabavala pri ocenjevanju pred tablo, ne. In v bistvu on tiste teži dviguje z jeze, zato da, ker pred tablo ni mogel kljubovati profesorci recimo, on zdaj v bistvu na treningu s tistimi težmi si predstavlja, kot da premetava profesorce recimo. Tako malo poenostavljeno, ampak ja, in takrat vidiš, da so zdaj neke negativne tendence in tudi, če bomo sami pri sebi dobro pomislili, takrat, ko z nekimi negativnimi tendencami greš v agresiven trening, takrat se pa naj tudi poškodbe zgodijo. Poškodbe se redko kdaj zgodijo, ko se ti dobro počutiš, ko tudi imaš glavo spucano za trening, takrat bolj manj poškodb ni. Poškodbe so takrat, ko je v bistvu trening neke vrste distrakcija in manifestacija energij, ki jih nisi mogel izraziti čez dan, oziroma te tlači že dlje časa, ne. Ja, to si pa zelo dobro povedal. Tudi pri teku trenerji pravijo že od nekdaj, pač, oziroma v atletiki na splošno, pač težke misli, težke noge. Ja, res je. Je res, prav ne moreš verjeti, kako je to resno. Cool, ja. No, zdaj pa lahko v bistvu narediva tranzicijo na neke, zdaj sva govorila o nevarnostih, pa kaj je lahko nevarno, pa kaj je lahko dobro, pa ne vem, in na tak način, dajva zdaj se usmeriti, ok, kaj pa zdaj lahko naredimo? Kaj lahko naredi laik, rekreativc, ki nima, ne vem, znanja in se ne ukvarja s čitanjem literature na področju gibanja? Kako si zdaj on lahko sprogramira in tako naprej? Midva omenjava včasih z izrazi programiranje, ciklizacija. To poenostavljeno pomeni samo načrtovanje treninga. Zdaj, da ne bo pomote, ja, midva sva zdaj govorila, ne vem koliko, 20 minut o nevarnostih intenzivnosti. To zdaj ne pomeni, ne, da ne bo pomote. To zdaj ne pomeni, da intenzivni treningi ali pa intenzivna vadba so en bav. Definitivno so potrebni in so zaželjeni. Zdaj, kar je tukaj ključno, da jih umestimo sebi primerno, ne. Zdaj, kako bi, da ne bova preveč široka, pa se deva osredotočiti recimo na, še vedno, deva ostati na vadbi moči doma. Recimo, marsikdo zdaj doma trenira, kakšni te hit treningi, intenzivni treningi, ki jih spremljajo preko Facebooka, interneta in tako naprej. Kako ne zdaj on razmišlja, kako ne si on zdaj prilagodi, da bo še vedno imel neke intenzivnosti, ampak da bo generalno gledano količina gibanja še velika, torej količina gibanja, da bo velika, ampak da bo intenzivnost občasna, ampak ravno prajšnja. Kakšen praktičen nasvet bi recimo lahko zdaj ponudila rekreativcem? Zdaj, če gremo generalno, sploh pri tistih, ki so dosti vezani na moč, vidim velikokrat deficit v tem, da se premalo gibljajo na splošno čez dan. Se pravi, primarna aktivnost jim je, ne vem, dvigovanje od teži ali pa trening moči z lastno težo, kar je super, ampak dostikrat se zgodi, da imajo čez dan premalo gibanja v smislu hoje, ni niti nujno, da tek že hoja je
dosti pomembna že v osnovi, da neke osnovne telesne funkcije ohranjamo, od refleksov do strukturnih adaptacij in tako naprej. In tako sam, ko malo te zadeve spremljam, tudi so kakšne številke že hodile ven konkretne, ampak sam generalno, ko spremljam ljudi, pa zdaj, ko so te pametne ure ali pa na telefonih, pač ima marsikdo že prižgan pedometer ali pa tako malo testiramo, se potem dejansko izkaže, da ljudje redko kdo preko dnevnih aktivnosti naredi več kot 5000 korakov, recimo, ne? Kar je načelno za človeka zelo malo. In že to je en taki standard, ki ga jaz večinoma ljudem priporočam. Se ne moramo zdaj točne številke reči, ampak jaz mislim, da vsaj 8000 korakov dnevno je minimum brez ostalih telesnih dejavnosti. Pravi, brez treninga bi ti mogel priti vsaj nekje do 8 do 10 tisoč korakov dnevno, da v bistvu zadostiš osnovnim telesnim funkcijam, da sploh normalno funkcionirajo na stand-by. Ker če tega ni, v bistvu ti dnevno hodiš v neke vrste degeneracijo telesa, ker telo pač rabi neki osnovni stimulus, s katerim ti vzdržuješ osnovne funkcije. Če tega stimulusa ni, pač te funkcije začnejo propadati. Že to tako lahko vidite sami po sebi. Če cel dan sediš, koliko časa traja, da se lahko spet normalno na noge postaviš, pa da se lahko sproščeno držiš po konci stoje. Pač traja več ur, ali pa nekateri več niti ne poznajo tega občutka, ne? In zdaj, če nekdo tak, recimo, še dela vadbo moči z palco na hrbtu, je pač celokupna zadeva ni najbolj optimalna, kar se tiče osnovnih funkcij. Je pa res, da ta ista palca na hrbtu v tistem izpolnjenem predpogoju ti pa lahko da dodatno adaptacijo, da boš iz dneva v dan boljši, ne? Ampak ja, generalno se pravi, tam, jaz bi rekel, vse 8000 korakov dnevno v povprečju, brez nekega treninga, ampak kar je spontano gibanje po službi, od doma do službe. Potem, da 2 tedna stopnjujemo obremenitev od srednje intenzivne do recimo više intenzivnega tedna, pa potem en teden pauze vmes. Pač za rekreativce jaz mislim, da 2-1 sistem načrtovanja po tednih je čisto dovolj. Za tiste, ko so mogoče malo bolj napredni, lahko tudi 3-1 sistem uporabijo, ampak načeloma vidim, da linearno stopnjevanje pri rekreativni populaciji več ne gre, oziroma da bi iz tedna v teden počasi nalagal količino, ker je pač ostalih stvari toliko, da se ljudje niso sposobni zregenerirati in pač treba se v treningu malo omogočiti tudi neke vrste počitek. Potem, če treniramo recimo 3-krat na teden, bi jaz rekel, da en trening od tega lahko visoko intenziven, vsaj glavni del treninga visoko intenziven, ostalo nizka intenzivnost, zmerna intenzivnost nekje, se pravi, če imamo 3 treninge, lahko en nizko intenzivni trening, en nizko do srednje intenziven trening, pa če smo dobro trenirani že, še en visoko intenziven trening in načeloma imaš neki razpon obremenitev pokrit, hkrati pa v bistvu telesu omogočaš, da se lahko sproti regenerira. Zdaj, če treniraš že, ne vem, 4-5 krat na teden, kar tudi več ni redkost, takrat pa pač ne pomeni, da boš naredil več težkih treningov, ampak pomeni, da boš naredil več lažjih treningov, pa kako polovico težkega treninga še daš zraven. Se pravi, ne vem, 2 treninga sta nizkointenzivna, res nizkointenzivna, potem en trening srednje intenziven, pa potem en trening tak, da je polovica srednje do visoko intenzivna, pa recimo še en visoko intenziven trening. Se pravi, na koncu moramo približno gledati, da 70% treninga je nizko do mogoče srednje intenzivnosti. Če naredimo 70% visokointenzivnostnega treninga, potem sigurno se nam nič dobrega ne piše. Ja. Kako bi pa recimo zdaj, da si ljudje lažje predstavljajo, zdefinirala zelo poenostavljeno nizko, srednjo in visoko intenzivnost pri neki domači vadbi za moč, kako bi to človek ocenil? Na kakšen način? No? Zdaj recimo,
pri tistih, ko delajo za težmi, pa s tem je to malo lažje zdefinirati, ker lažje preko dvignjenih kilogramov pa tega, pa kak je tip ponovitve. Zdaj, mogoče pri tistih, ko so trenirajo z lastno težo, je mogoče boljše razmišljati iz tega vidika, kak tip ponovitev je, pa koliko je intenzivno tudi iz vidika kardiovaskularnega sistema. Se pravi, nizka intenzivnost so lahko kakšni gibalni flowi, v bistvu bolj na tehničnem vidiku izvajanje vaj z nepretirano dolgimi serijami. Recimo, ne vem, nizkointenzivni trening, ki lahko si naredimo počep z lastno težo, sklece, izpadni korak, kakšno vajo za trebuh, kakšno vajo za hrbet, pa še kakšen dvig bokov, pa to bolj delamo iz vidika tehnike, ne vem, ponovitve do 10, in probamo v bistvu tehnično gib čim boljše speljati, da potem, ko gremo na visoko intenzivnostne treninge, da te vaje lahko primerno speljamo, ker če ne znamo počasi dobro izvajati, potem tudi pri hitri izvedbi dostikrat grešimo. Zdaj, kaj je tudi prednost tega, če stvari delamo počasi, ena se pravi odprava tehničnih pomanjkljivosti, drugo pa je, da mi v bistvu telo stimuliramo v določeno smer, adaptacije, predvsem nevrološke, tudi dostikrat, malo bolj kot pa same strukturne, s tem pa v bistvu tudi ne povzročamo nekega stresnega odziva. Recimo tisti, ko poznajo približno pravila bodybuildinga, nikoli ne moreš mišične skupine 2-krat na teden uničiti, pa pol pričakovati, da se bo zgodila mišična rast na dolgi rok, ker pač ne gre, telo fiziološko ni sposobno se tako hitro regenerirati, razen če uporabljamo dodatna poživila oziroma pač hormonske stimulanse. Tako da se pravi nizkointenzivno tehniko pa na gibanje, potem naslednji nizkointenzivni trening je lahko mogoče malo bolj kardio narave, zato da tudi srčno-žilni sistem blago spodbudimo k boljši cirkulaciji, da se limfni odtok boljše dogaja, da se venski odtok boljše dogaja, in to v bistvu posledično tudi kapilarizacijo lahko poveča po telesu, kar nam na dolgi rok potem omogoča, da visokointenzivne treninge lažje prenašamo in da se po njih hitreje regeneriramo, kar tudi pomeni, da imamo od visokointenzivnega treninga tudi dosti boljšo adaptacijo. Saj, če pri športnikih pogledamo, recimo, vrhunski športniki na koncu ne zdržijo več kot 10-15% visokointenzivnega treninga, vse ostalo je v bistvu bila priprava na to, da sploh ta trening lahko zdržijo. In tudi pri rekreativcih morali tako razmišljati, da glavnina treninga je to, da ti postaviš osnovne sisteme v telesu, da lahko tisti visokointenzivni del v bistvu zelo dobro preneseš, pa od njega odneseš korist. Če ti nastopaš z visokointenzivnim treningom, pač specifične adaptacije bo v roku par mesecev dosti dobre, ampak na dolgi rok si pa postaviš zelo močen plato. Jaz tle velikrat razmišljam na tak, ko poskušam ljudem razložiti na enostaven način. Velikrat razmišljam skozi neko tako evolucijsko luč, se ti si že nekaj namignil danes na to temo. Če samo logično pa po kmečki pameti razmišljamo, niti ne razmišljamo, opazujemo, kako ljudje funkcioniramo. Pa če recimo pogledamo samo otroke, torej ne mladostnike, otroke, tiste, ki so prvi razredi osnovne šole ali pa konec vrtca, kako se oni igrajo, če jih pustiš 2-3 ure, pa jih samo opazuješ, kako se oni igrajo, oni se itak igrajo skozi telesno aktivnost. Če jih opazuješ, oni imajo not v sebi zapisano, oni se gibljajo visoko intenzivno, zelo kratke intervale, 10 sekund. Pa potem, ne vem, se komunicirajo, pa ne vem, skratka, že igre, torej tiste, ki se prenašajo iz roda v rod, ki jih vsi poznamo, lopovi in žandarji in tako naprej. Vse igre so po istem principu in tudi recimo, če otroka pustiš, pa mu nobene igre ne predstaviš, bojo razvili take igre, kjer se oni lovijo, igrajo, tečejo na tak način, da so visokointenzivne aktivnosti, kot je šprint, zelo, zelo kratki, pa potem dolgo časa, minuto, 2, hodijo, se pogovarjajo, se prilagajajo, pa spet, pa tako da. In na ta način
v bistvu, če pogledamo nazaj, dolgo časa nazaj evolucijsko, recimo plemena, kako se gibljajo, pa če opazujemo antropološko gledano ljudi, ki še živijo v plemenskih skupnostih, oni imajo visoko intenzivne obremenitve res na vsake kvatre. Torej, takrat, ko se lovi, takrat, ko se beži, takrat, ko Bog ne daj se vojskuje. Ja, točno to. Ampak tekom celega dneva so pa non-stop v nizkointenzivnem gibanju, praktično. Dobro, se tudi oni lenarijo, ampak bistveno več se gibljajo kot mi, ne? Ja, in v bistvu tisto gibanje daje osnovno podlago, da so na koncu fizično več sposobni, pa tudi sposobni dlje časa intenzivno nekaj narediti, ne? Ampak če gledaš generalno, pa ja, dejansko ima neke vrste mikrodoziranje. To se tudi v treningu zdaj vedno več pojavlja, da ti v bistvu neke stimuluse simuliraš, kot da se dogaja skozi cel dan, s tem namenom, da v bistvu ne sprožiš akutnega izčrpanja, ampak potem, ko količinsko pogledaš, oni v bistvu čez dan dosti podobno naredijo količinsko, kot ti narediš v eni uri zelo visoko intenzivnega treninga, ne? Ja. Ampak če se ponovitvene nalaga ena na drugo v roku minut ali pa sekund, potem dejansko se oni od tega ne izčrpajo. Ima pa zelo močen dražljaj, ker je celokupna količina dosti velika, hkrati pa ni zelo močno utrujajoča, ne? In z tega vidika ima potem možnost dosti širših pa dosti bolj robustnih adaptacij, kot pa nekdo, ki se v eni uri spumpa, potem pa cel dan nič ne dela, ne? Ja. In je pač že princip prilagoditev odzadaj čist drugačen, pa tudi dojemanje telesa, kaj neka obremenitev za telo pomeni, je drugačna kot pa recimo pri samem treningu. To je takih stvari, ko se jih lahko od njih dobesedno naučimo, ne? Ker dejansko nobena žival, pa tudi plemena niso tako nora, da če so na nizkem nivoju energije, se še bo dlje izčrpala za to, da se bo boljše počutila, ker vejo, da od tega odvisno njihovo preživetje, če ne druga, ne? Ja. Tle si tudi lahko omenila, ker preden sva začela snemati, sva omenila eno zelo zanimivo zanimiv praktičen nasvet, in sicer spremljanje občutkov, lastnih občutkov pred treningom, torej ko se namenjaš k treningu, in potem spremljanje lastnih občutkov po treningu, torej ne minuto po treningu, ampak več ur po treningu, mogoče pol dneva po treningu. Tle bi bilo še zanimivo par besed, če omeniš ta princip, kako se lotevati. Torej, ena stvar je to, da si nekdo nekaj na papir napiše, da to, kar sva zdaj razložila, da si nekako malo načrtuje, ampak načrt vsi vemo, ne, da vsak načrt je bolj kot ne kompas, ne pa direktna izvedba. Tako, ne pa direktna izvedba, torej načrt je zelo dober prvi korak, da vsaj mečkano, torej ne vem, 2 tedna bom lepo stopnjeval intenzivnost treningov, potem 3. teden bom se gibal pa treniral nizko intenzivnost, pa potem spet, ne, 4. teden. Torej, to so te stvari, ki so kot prvi korak. Potem je pa pač življenje, ne, pridejo stvari, ki nam porušijo življenjski ritem, in potem ta načrt nekako je treba prilagajati. Zdaj, ena taka zanimiva stvar je točno to, ne, da imaš načrt, imam na listu, jaz imam danes namen zvečer iti delati šprinte v hrib, recimo, ne, ki jih imam glih načrtovano, in sem zdaj 2 dni lepo počival, ampak se ne počutim ta prav, ne. Nekako nisem ta prav. A je zdaj smiselno, da se držim načrta, ali je fajn, tako da tle mogoče par besed, no? No, zdaj, kaj se pri teh stvareh dogaja, ne? Dostikrat ljudje, recimo, je končal vadbeni teden, pa potem, zdaj imam 2 dni pauze, potem pa imam naslednji, recimo, zelo intenziven trening, pa se ne počutim dobro, ne? Ja. Dostikrat ravno tisti zakasneli efekt, recimo, da je bil prejšnji teden pretežki in v bistvu po 2 dneh počitka ti se energijsko ne počutiš dobro za izvedbo treninga, zaradi tega, ker v bistvu imunski sistem pa ostali organski sistemi jemljajo svoj delež energije, do katerega prej niso imeli dostopa, ne? Ja. To je dik lahko. Zdaj, kako to prebroditi, takrat je bolj pametno, ti narediš neki nizkointenzivni trening, da telo spet malo zaaktiviraš, kar se tiče gibalnega stimulusa, se pravi, da se živčni sistem pripravi na gibanje, da se hormoni pripravijo na gibanje in tako naprej. In potem naslednji dan izvedeš recimo tisti trening, ki je bil planiran visoko intenziven. Ker načeloma pri športnikih nikoli ne delamo tako, niti ni pametno, da po dalj časa trajajoči pauzi greš delati nekaj
za pri športnikih je 2 dni dol časa trajajoča pauza, ne, da se narobe imeli. Potem nikoli ne daš iz prve visoko intenzivnega treninga, vsaj zjutraj prej daš ali neko lažji tek ali pa lažji trening moči, kakorkoli, odvisno kateri šport je, tudi kakšne zadeve gibljivosti, aktivne, in potem komaj popoldne ali pa naslednji dan greš v polno akcijo. Ravno zaradi tega, da telo pripraviš na to, da se lahko v polni meri izrazi v pač svojih sposobnosti. Pač iz zaležanega stanja nikoli ne moreš niti funkcionirati v polni aktivnosti, niti ni varno. No. Ja, tudi počitek je dobro, da si ljudje ne predstavljajo kot samo ležanje na kavču ali pa na postelji, ne. Počitek je zelo širok pojem, ne. Kot počitek pomeni, jaz sem recimo, ne vem, naredil 2-3 treninge v prejšnjem tednu, ki so bili kar relativno intenzivni, to zdaj ne pomeni, da jaz počivam tako, da bom zdaj 2 dni ležal nepremično, ne. Pač počitek pomeni, še vedno se treba gibati, kot se prej omenila, ne, še vedno se treba gibati. Tako, hoja recimo, hoja se danes, kar se mi zdi malo zanemarja, mogoče zdaj spet pridobila. Hoja se zelo zanemarja, ne, že tako recimo, pač vsi vemo, če imaš v službah dosti multitaskinga, pa tudi time pressinga recimo, pač živiš malo v neke vrste distrakcije od tiste prave realnosti, recimo, ne. Eni tudi temu reče, da nisi direktno prizemljen ali pa kakorkoli, se pravi, nisi v tistem trenutku noter, ne. In v bistvu hoja ravno te zadeve tudi stimulira, se pravi, telo v bistvu vleče ven iz stresnega odziva, tako mentalno kot fizično, hkrati tudi hormoni se znotraj hoje začnejo balansirati, ker primer nekateri zato jemljajo tek, ampak če grejo teč prehitro, grejo že v smeri distrakcije, ne v smeri samozavedanja, ne. Tako da hoja je lahko zelo dobra zadeva za to, da v bistvu dvignemo samozavedanje, pa hkrati tudi sprožimo proces regeneracije, ne. Tako da hoja se preveč zanemarja, generalno gledano. Se hoja je naš glavni številka gibalni vzorec. Številka 1, točno to, ne, pa jo vsi podcenjujejo, ne. Recimo, čisto tako, mogoče nekateri posamezniki tega ne vejo, za športniki recimo, ko imajo, ne vem, 1 mesec premora, se potem vedno trening oblikuje tako, da se ali že znotraj aktivnega odmora ali pa z začetkom generalnih priprav, se vedno zraven še daljši pohodi pa te zadeve vkomponirajo, recimo, ne vem, hoja v hribe ali pa tudi po ravnini, odvisno pač, kako je kdo pripravljen. Ravno zaradi tega, da je človek navajen nizkointenzivnega gibanja in dolgo časa držati samozavedanje dovolj visoko, da gibanje v bistvu usmerja v svoji lastni primarni želji, ne samo, da nekaj čist mehansko dela brez vsakega zavedanja, ne. In jim to potem pomaga v bistvu neki dalj časa trajajoči fokus postaviti, neke osnovne adaptacije krvožilnega sistema se naredijo, tudi strukturne adaptacije, ki potem omogoča, da on lahko gre v specifični trening, ne. Zdaj pa nekdo bo rekel, od hoje v hribe bomo ratali počasni. Ja, če bi celo leto to delal, res rataš počasno, ampak če pa to daješ kot samo neko prehodno obdobje za kakšni 2-3 tedne ali pa 1 mesec, pa zaradi tega človek ne bo nič bolj počasen, nič manj eksploziven, mogoče akutno že malenkost, ampak na dolgi rok bo dosti bolj robusten, pa dosti bolj sposoben prenašati specifične treninge, pa tudi visokointenzivne treninge, ne. Je pa res, da za nekoga, ko pa začetnik v hribe, pa lahko hribolazenje visokointenziven trening, ne, to je spet čisto odvisno od posameznika. Ja, točno to, ja. Tle si še to lahko meniš zelo praktično stvar, ko smo govorili o občutkih oziroma spremljanju občutkov po in pred treningom, tista pomoč z neko številčno premico od 1 do 10, taka zelo enostavna zadeva. Sami sebe lahko za trening spremljamo na različne načine. Zdaj lahko spremljamo, koliko je bil trening težaven, kar je sigurno dobro, če hočemo trening vnaprej, pa za nazaj malo pogledati, pa tudi se držati recimo tistega principa 2-1, 3-1. Se pravi, od 1 do 10 lahko ocenimo težavnost treninga, tako kot smo mi trening občutili, se pravi, to lahko naredimo takoj po treningu, rečemo, mater, danes je pa res bilo težko,
pa ocenimo recimo z 9, se pravi, vedno ocenjujemo od 1 do 10. Medtem ko nek trening, ko smo rekli, da je nizko intenzivno, danes sem se pa res fajn počutil, sproščen sem bil, še pogovarjal sem se lahko kaj zraven, pa recimo ocenimo s 5, ne. Ja. In nam je to lahko neko merilo, da mi sami začnemo prepoznavati, koliko je nek trening naporen za nas, da tudi mi začnemo počasi svoja merila postavljati, da vemo, kdaj smo v coni visoke intenzivnosti in kdaj smo v coni nizke intenzivnosti. Ker kar se pri ljudeh dogaja, da vedno trenirajo v neki intenzivnosti, pa misli, da je to visoko intenzivno, pa v bistvu sploh ni visoko intenzivno, ker so že tako daleč zmatrani, da njim predstavlja to kot visoko intenzivni trening, ne? Ker je bilo predtem pretiravanje. Po drugi strani pa misli, da trenirajo nizko intenzivno, v bistvu pa še nikoli niti niso izkusili, kaj je prava nizka intenzivnost, ker so, ne vem, hodili na večino vodenih vad, kot so body pump, pa HIIT, pa podobne intervalne zadeve, kjer niso dobili občutka, kaj sploh pomeni lahki trening, ne. Ja. In preko tega ti lahko sam neko svoje merilo ustvariš, kaj za tebe težko, lahko, srednje intenzivno. Tudi ljudje to čisto različno percepirajo, ampak najbolj važno je, kaj oni percepirajo, pa kako se potem to na njihovem telesu pozna. Potem drugi princip, pa da preden greš na trening, oceniš svojo pripravljenost za trenirati danes. Se pravi, če ocenimo z 10, super, komaj čakam trening, navdušen sem, da bom treniral, vem, da bo trening dober za mene, pač neke vrste pozitiven mindset, pa tudi fizično nimamo nobenih omejitev, nobenega občutka utrujenosti, ko rečemo, počutimo se lahkotno pri treningu in zelo motivirani, da trening dobro naredimo. Medtem ko po drugi strani lahko na skali 1 do 10 pripravljenost na trening ocenimo recimo s 5, takrat pa recimo malo sem utrujen, tam me malenkost nekaj boli, v službi je bilo težko, ne počutim se najboljše, takrat je to indikacija, da mogoče trening ni najboljši za tebe, če pa že hočeš iti trening narediti, boš pa naredil trening, ki je zelo nizko intenziven. Medtem ko če se počutiš pod 5, recimo, takrat pa veš, da mogoče danes ni najboljši, da sploh kakršenkoli trening narediš, je mogoče celo najboljši, da se greš malo sprehoditi na svež zrak, predihati, predelati mogoče kako zadevo, ki še te teži in se potem reši pripraviti na naslednje dni, da boš takrat lahko boljše treniral in je to. Ja, čistko mimogrede, ne, če si že imel namen trenirati, recimo danes večer, pa se oceniš, 3-4, da nisi sposoben dejansko za potrenirati, je zelo dober nasvet, daj pejdi še vedno imej v glavi, to je zdaj moj timing za trening. Torej, ne bom šel zdaj ležati na kavč pa televizijo gledati, ne, še vedno grem trenirati v narekovajih, ampak pač ne bom premetaval teži, se bom pa pač sprehodil. Čisto iz vzdrževanja tudi neke rutine, čisto iz psihološkega vidika. Ja, že iz tega, pa tudi malo iz psihološkega vidika, po drugi strani ni nujno, da gre ravno hoditi, lahko tudi, ne vem, kak mobility flow naredi, dosti postavno, pa neke vaje, ki so njemu ljube, pa ve, da recimo nekdo, ko cel dan sedi, že to, da aktivira hrbtne mišice v smislu, da ga postavi nazaj po konci, pa raztegne recimo prsne mišice, mu dvigne nivo energije, pa sploh ni nobene intenzivnosti za to uporabo, ampak je samo telesna struktura se v druge pozicije postavlja in to avtomatsko v živčnem sistemu prebudi neke boljše občutke, pa boljše samozavedanje recimo, in pretočnost energije. Tako da ni nujno, da se odrečeš treninga, ampak moraš pa zbrati tisto, kar tvoje telo v tistem trenutku rabi, da boš potem naslednje dni sposoben te zadeve udejanjiti. Ja, zdaj tekom celega najinega pogovora zdajle, je bila neka taka rdeča nit, ki sicer nisva omenila, ampak je pa bila rdeča nit in to je poslušanje samega sebe oziroma poslušanje lastnega telesa, raje rečem poslušanje samega sebe in to ni nekaj, s čemer smo rojeni, ampak to je v bistvu veščina, tako kot karkoli drugega. In to je en tak pomemben faktor, ki se mi zdi zelo pomemben, pa se ga zelo premalo danes v današnji kulturi poudarja. In to je veščina, ki bi mogla biti sestavni del nekega strukturiranega vadbenega ali pa trenažnega režima. V bistvu že stvar, ki bi se mogla od malega razvijati. Ker kaj je potem problem,
ljudje dostikrat rečejo, ja, pa se poslušam samega sebe, ampak ne vem točno, ne. Ja. Samo kot trener, ko gledaš iz malo bolj objektivne ravni, čeprav ni še vedno ne 100% objektivna, pol dejansko vidiš, da tisto sploh ni bilo njegovo počutje, ampak je bila njegova navada. In to je velika razlika, ne. Eno je navada, eno je pa dejansko, kako se ti počutiš, pa kako sam sebe zaznavaš. Ker dostikrat ljudje se ne zavedajo tega, da v bistvu telo manipulira z njihovim razmišljanjem, ne. V bistvu telo hormonsko išče šus, dobesedno, tako, ne vem, imamo, da je kaki tak dan, da nam zapaše čokolada, pa kaj nas, odzadaj nas v bistvu hormonski odziv vleče v to, da vzamemo čokolado, zaradi tega, ker ob tem občutimo ugodje, je v bistvu neke vrste klasično pogojevanje odzadaj, ne. Ja. Tako kot se, ne vem, kuža zaslini za klobaso, tako je pač fiziologija odzadaj nas stimulirala za to, da vzamemo čokolado, da bo živčni sistem doživel določen odziv, ne. Ki je neke vrste zadovoljevanje nekih primarnih potreb po ugodju, preživetju, kakorkoli, nima veze za točno zadje. Ampak ja, v bistvu dostikrat že telo samo, ker je nečesa navajeno ob določeni uri, manipulira z nami, da se mi tako odločimo v tistem trenutku. In na koncu smo v bistvu ujeti v svoje navade, ne pa v bistvu prepoznavanje svojega počutja, ne. Ja. Recimo, svetovni rekorder v maratonu je lepo rekel, če hočeš kadarkoli kaj velikega narediti, se prvo moraš, ne smeš postati ujetnik svojih navad, oziroma se pač moraš teh navad rešiti, zato da lahko čim bolj objektivno prepoznavaš samega sebe in tudi sploh spoznaš, kdo si, ne. Ja, to je veščina, ki ni tako zelo enostavno jo pridobiti in je treba kar velike energije vlagati v to. V bistvu to neke vrste življenjsko delo na nek način, ne. Ja, tako. Mislim, sej pristopi so zelo enostavni in ni to neka raketna znanost, edino, kar je, treba se je pač vzeti, ne vem, nek trenutek, pol minute ali pa minuto, recimo, torej, stvari so zelo, zelo enostavne. Ja. Ampak se pač treba ustaviti pa reči, recimo, ne vem, si omenil čokolado, sem pojedel čokolado, mi je zapasala, ne, pa jo pač poješ. Zdaj, če samo jo imaš doma, pa ti zapaše, pa greš takoj intuitivno po tisto čokolado, pa poješ čokolado, pa greš naprej, ne, ti se boljš počutiš, pa normalno funkcioniraš naprej. To je nekaj. Druga stvar, torej, kako pa ti krepiš veščino spremljanja samega sebe, pa to tako, da ko tebi zapaše čokolada, predno bom se stegnil za to čokolado, si bom zdaj vzel 20 sekund ali pa pol minute, kaj več niti ne rabiš ponavadi, pa se bom jaz vprašal, kako hudiča mi je zdaj zapasala čokolada, pa zakaj mi je zapasala čokolada, ne? Če sem jedel kosilo eno uro nazaj, ne? Sej lačen nisem, ne? Torej, to je tako zelo enostavno, ampak je pa treba se ustaviti, prekiniti tok misli, pa se skoncentrirati na to zadevo, ne? In zato je to veščina, ne? Zato je pač neke energije je treba v to vložiti, ne? Ja, v bistvu moraš na sebe pogledati iz druge perspektive, čist izven sebe na nek način, ne? Da lahko vidiš, kaj te je sploh privedlo do tega, da si to potrebo začutil, pa da si pol dejansko v dejanju, kljub temu, da si mogoče vedel, da ni najboljša, ne? In isto je pri treningu, čisto isto je, ko ti začutiš tisto potrebo, da hočeš iti trening narediti, se prvo vprašaš, zakaj ga hočeš narediti, s kako motivacijo ga hočeš narediti, pa dejansko kaki vpliv bo to na tebe imelo v tistem trenutku. In dostikrat se ljudje zavedajo, da je to destruktivno, ampak ne znajo pa pojasniti, zakaj potem trening vseeno naredijo, čeprav so vedeli, da jim ta trening ne prinaša nič dobrega. In tu so pol tista vprašanja, ki jih moraš načeloma dalje razglabljati, pa ozavestiti. Recimo imam lep primer ene vodeče, ki je konstantno po treningu čutila muskelfiber. Ne glede na to, kak je trening je bil, ona je imela muskelfiber, ne. Ja. In je v bistvu bila njena percepcija v glavi, da ona mora na treningu trpeti. In dokler je imela v glavi, da mora na treningu trpeti, tako dolgo je po vsakem treningu izkušala različne bolečine. Na koncu se je tudi izkazalo, da niti ni bil muskelfiber, vse, ampak ona je na nek način imela percepcijo, da ona mora doživljati muskelfiber, če hoče napredovati. In se to dejansko dogaja, ona je doživela bolečine po treningu, čeprav za to ni bilo nobenega indikatorja, da bi sploh bilo mogoče. In na koncu, ko smo enkrat to zavestila, je ona menjala percepcijo, da dejansko za trening ne rabi trpeti,
da je trening nekaj, kar jo v osnovi veseli, ne pa da to doživlja kot trpljenje, so tudi te težave zginile, v bistvu muskel fibra od takrat dalje ali pa nekih bolečin bolj manj ne pozna, ampak je ona mogla samo v bistvu percepcijo pogleda na trening menjati, ne pa trening. Ne. Ja, tle si zelo lepo med vrsticami osvetlil pomen coachinga, ne, in recimo marsikdo se vpraša, čistko, to zdaj men grede navržem, ne, to zdaj ni najna tema, ampak čistko men grede, ne, marsikdo se vpraša, pa zakaj hudiča rabim, zakaj bi rabil trenerja, zakaj bi rabil osebnega trenerja, zakaj bi rabil hoditi na vadbo, je točno za tega stvari in mi nismo tle zato, da štejemo ponovitve, pa izključno samo rečemo, danes boš vzel 10 kil, jutri boš pa 12, ne? Ampak v bistvu naša glavna naloga je točno to, ne? Da mi v bistvu pokažemo ljudem, kako razmišljati o vadbi, kako razmišljati o treningu, kako se obračati, kako te stvari v bistvu mi v glavnem učimo v džimu. Ne? Tiste tehnične stvari, kako dvigati utež, seveda, to je tista osnova, ampak to je en del naše zgodbe. Z mojega vidika mislim, da dober trener seveda ima odzadaj neke vrste načrt, program oziroma rdečo nit treninga, vidi človeka, kam ga hoče pripeljati oziroma mora stranka in on imeti približno isto sliko, kaj hočeta doseči, če tega nimate itak, niti ne morate nič narediti. Po drugi strani pa mora trener biti tisti, ko človeka začuti na treningu, ko ga vidi, ko sliši njegov ton glasa, ko vidi njegovo držo, on mora točno vedeti, kaj ta človek danes rabi. Ne? In če trener pa stranka imata tako dober ta profesionalni odnos, da znata začutiti, kaj kdaj kdo rabi, boš v smislu treninga seveda, takrat v bistvu lahko marsikaj rešiš, ko drugače, če samo mehansko izvajaš plan, se načeloma ne reši. Je pa res, da so pa določena obdobja, ko tudi treba trening malo poostriti, pa človeka siliti malo izven cone obdobja, da se mogoče on začne na svoj način prilagajati, ne da ga vedno mi stimuliramo. Ampak še vedno pa to pod budnim očesom trenerja, zato da on vidi, da je tega dovolj, ker sami pri sebi nikoli ne čutimo, redko da zaznamo, da je res dovolj, dokler se ne pojavi mogoče kakšna poškodba ali pa izčrpanost. Točno to, mi smo isti, ne? Mi se ukvarjamo... Dostikrat nismo, kaj dosti boljši. Točno to sem hotel povedati. Mi se s tem ukvarjamo, mi to beremo, mi pridobivamo znanje na dnevni ravni točno o temu, o treningu, ampak to še ne pomeni, da jaz kot trener ne najamem trenerja. Konec koncev sem jaz tudi tebe najel za pomoč, da ti mene občasno potreniraš zaradi nekih določenih ciljev pa nekih določenih stvari. In zakaj? Zaradi tega, ker ti me gledaš v tretji osebi. Jaz lahko marsikaj čutim, pa sem lahko zelo prizemljen, pa marsikaj obvladam lahko, ampak meni še vedno manjka pogled iz tretje osebe, torej telesna govorica, na primer, je tipičen primer. Telesna govorica je en ogromen vir informacij. Jaz samega sebe ne morem videti. Ne? Torej, moje podzavestni gibi, moja podzavestna telesna govorica, ki vedno izraža počutje, ne? V tistem trenutku, tega jaz pač ne zaznavam. Zaznavam lahko vse ostalo, tega pač ne. In zato tudi jaz kot trener včasih najamem trenerja. Ne? Ja, normalno. Tudi dostikrat mimika telesa, ne? Pa se s človekom pogovarjaš, pa ti on reče, da je okej, ne? Vidiš pa, da ima stop nagubano čelo, ali pa namrščene obrvi, ali pa ko se nasmeji, ne vem, z usticami naravnost, ali pa celo navzdol obrnjenimi, ne? Takrat točno veš, da on sicer reče tebi, da je v redu, ampak veš, da ni v redu, ne? Ni zdaj naša naloga, da to razglabljamo, kaj je s kom v tistem trenutku, ampak ti kot trener veš, da takrat njemu ne moreš dati visoko intenzivnega treninga, ravno iz tistih principov prej, kot smo govorili, ali bo izražal agresijo nad sabo, ali dejansko ni v tistem trenutku sposoben treninga dobro narediti in boš v bistvu naredil za njega reši trening, ki ga bo pomagal njemu dvigniti samozavedanje, dvigniti počutje, pa mogoče iz njega izvleč bolj pozitiven mindset, kot pa je bil takrat, ko je prišel na trening. Tako, zdaj, tipičen primer sem imel nedolgo nazaj, par mesecev nazaj, isto jaz pri eni vadeči, ko je prišla
redno hodi k meni na osebno trenerstvo oziroma semi-osebno trenerstvo in je pač navajena nekega tipa treninga, torej za moč in tako naprej. In že zadnjih nekaj mesecev je imela težko obdobje službeno, privatno. In je bil nek dan, tipičen primer, je prišla cela poklapana. Jaz sem videl, kot da je prišla poklapana, ampak ona je bila navidezno ne polna energije, ampak dobro razpoložena. Torej, bila je komunikativna. Ona je imela občutek, da se relativno dobro počuti, ne perfektno, niti definitivno pa ne slabo. In mi dva se začnemo ogrevati, pa nekaj sva debatirala in ona meni slučajno omenila, da zadnjih nekaj dni ali celo tednov praktično ne spi, se po noč zbuja in tako naprej. Zdaj, na podlagi tega, kar sem jaz vedel že na podlagi najinih prejšnjih pogovorov, torej, da ima stres velik v službi in tako naprej, sem jaz rekel, dajva midva, a si za, da bova midva danes nekaj drugega probala. Nič nisem povedal, kaj, ne. Sva rekla, bova danes čisto drugače naredila trening, prav uporabil sem to besedo trening, čeprav ni bil trening, in sem jo po domače povedano skoraj celo uro, 3/4 ure sva v bistvu delala somatske vaje. In njej se to hecen zdel, tako je rekla, ok, v redu, toliko imava že dobro kemijo oziroma toliko dober odnos, da ona tako, da mi zaupa in sprejme marsikaj, kar ji predstavim, brez nekega mrkega pogleda, češ to je pa butast. In sva to naredila. Prvo kot prvo, po treningu, torej takoj akutno, ko se je ona postavila, sem jo vprašal, kako se počutiš, je rekla, ti ne moreš verjeti, celo uro sem praktično zrak mešala, ampak se počutim fajn, tako, mečkam boljš, ko sem prišla. Sem rekel, no, super, se vidva čez 2 dni, pa te bom par stvari vprašal čez 2 dni, pa ti nič ne povem, kva te bom vprašal čez 2 dni, ne, in pol čez 2 dni se midva vidva, nič je nisem vprašal. Iz prve, ko je ona prišla v gym, je meni ona rekla, črc, a veš, kva se mi je zgodilo, kaj? 2 noči, torej od takrat do danes, zdaj sem 2 noči prvič spala, cele noči po ne vem koliko tednih. No, sem rekel, evo. Jaz sem rekel, kar sta naredila, ne, dejansko sta na nek način samozavedanje dvignila, primarne reflekse umirila, tako. Pa v bistvu jo na nek način prizemljila, da ni več bila v polni distrakciji, ampak da je znala ujeti trenutek sedanjosti, recimo. Ne. Točno to, ne, ker to sem zdaj zato omenil, ker je tipičen primer, ki je zelo pogost, ko nekdo pride na trening in želi to svojo frustracijo, stres prešvicati. Jaz sem šel ravno v nasprotno smer, ne, torej moja naloga kot trener je bila to, da sem šel čisto v drugo smer, da sem zamenjal ploščo, pa sem mi pokazal nekaj in je imelo rezultat. Sej to je bil pri meni test, sej nikoli ne veš. Nikoli ne veš, kaj boš, ampak sem probal. Itak pri celi zadevi nisem poskušal nekaj taga, kar bi škodovalo. No, ne. Sem rekel, definitivno se splača probati, itak se vidva na redni ravni. In je bil pač, mi je ratal, ne, slučajno. Ne, no, veš, recimo, mi tudi, ko delamo več z terapevtskimi zadevami, kot večina osebnih trenerov, ne, tudi vidimo, da pri terapevtskih, recimo, če njemu daš to možnost, se on umiri, recimo prvih 10 minut treninga, bolj dejansko vidiš, da več ne rabi terapevtskega protokola. Ne. Ja. Tudi to je res, ja. To se zgodi, ja. Ne. Ja. Tako je, ja. Ne, so primeri, seveda. Imam tudi vadečo, ki smo se matrali z njo 2-3 mesece, skozi vaje, skozi, ne vem, različne klasične, bom rekel, vadbene protokole, pa ni nikamor šlo, ne. Pa sem pa na koncu rekel, dajva midva nekaj dodati temu najinemu protokolu in ta dodatek je bil, daj ti vsak dan, kadar si lahko utegneš, torej v prostem času, pejdi ti na sprehod, ki je dolg minimalno 10 minut, pa maksimalno 20, da ni sam sprehod zahteven. Sprehodi se, nekaj sva se še zmenila, sem ji jaz poslal 1 do 2 vodeni taki vizualizaciji, v narekovajih meditaciji za poslušati vmes.
Ja, 2 tedna je bilo meni, pa je bila zadeva 200% boljša, ne? Ja. Recimo, ne? Pa sva samo to dodala, ne? Neko tako stvar sva dodala in to tudi zato omenjam, ker tisti rekreativci mogoče, ki poslušate, dodajati stvari, ki same po sebi so zelo neinvazivne, torej dodatnih 10 minut hoje ali pa nek tak zelo lahek flow v gibanju, če to dodaš nekemu treningu, pa tudi če treniraš vsak dan, se ni zabati, da boš predoziral, da se boš poškodoval, ampak je to ena zelo fajn taka zadeva, skozi katero lahko dopolniš trening, se kaj naučiš samega o sebi, se učiš veščine, samozavedanja, opazovanja samega sebe. Točno to, ne, kaj ti to na koncu dvigne, ti dvigne robustnost in sposobnost adaptacije na tiste stvari, na katerih želiš biti boljši, ne. Tako. In to potem tudi se na koncu prevaja v to, da je kvaliteta spanca boljša, da je puls po parametrih variabilnosti v boljšem stanju, se pravi pač, da se celi sistem hitreje prilagaja, potem muskel fiber pa take stvari pol skoraj že več ne obstaja, oziroma res, če se zavestno odločiš, da hočeš neki trenažni stimulus, ki je zelo agresiven, neki občutki zategnjenosti, vse to na nek način izveni, tudi globina vdiha se poveča, dostikrat, saj samo veš, pri terapevtskih zadevah imajo ljudje občutek, kot da ne zmorejo vdihniti polnega diha, in se vse take stvari samo že s takimi zadevami same od sebe postavijo, in ko se te stvari postavijo, takrat je komaj telo na nek način pripravljeno na obremenitev, ne da mi dajemo obremenitev, te stvari zapostavljamo, pol se pa sprašujemo, zakaj nas v prstih včasih tišči med obremenitvijo, pa zakaj smo non-stop zategnjeni, pa kakorkoli. Ja, super. Dajva sem še za konec, mogoče se malo spanca dotaknem za teh zadnjih par minut, preden zaključiva, ker si že omenil spanje zdajle. Spanje je ena taka, bom rekel, tako kot sva prej omenila, številka 1 gibalni vzorc, temeljni gibalni vzorc je hoja in ga zapostavljamo, ne, kot takega. Spanec je tudi eden izmed največjih stebrov našega življenja, in ga tudi kulturno gledano majčkeno dajemo na stranski tir, ne. In zato se mi zdi pomembno, če sem na hitro omenila, ker sva zdaj imela tematiko spremljanja, opazovanja samega sebe in potem prilagajanje količine in intenzivnosti vadbe ali treninga, kako lahko človek na enostaven način spremlja sam pri sebi kvaliteto spanca, ker spanec nam tudi lahko veliko pove, kako se mi obračamo v vsakodnevu ali pa če mogoče s čim pretiravamo, ne? Imaš kakšen tle nasvet, kako lahko samo analiziranjem svojega spanca nekako prideš do nekih opažanj sam pri sebi? Začetek je tak, da greš pravi čas spat, se pravi, da v bistvu po cirkadianem ritmu pobereš najboljše možne stvari, kar se tiče regeneracije pa sprostitve telesa. Zdaj, kako se to potem dalje pozna, v bistvu ti lahko sam sebe generalno oceniš ali pa da dobiš neko predstavo od sebi, kako trenutno se počutiš pred spanjem, greš spat, pa se zbudiš zjutraj, pa vidiš, v kakšnem stanju si, ne. Zdaj, kaj tu gledamo? Lahko gledaš, če zvečer, recimo, da si sproščen, pa nobena mišica ni zategnjena, če zjutraj zbudiš zategnjen določen predel telesa, potem že veš, da nekaj ni okej, ne. Potem, če pretirano zbujanje med spanjem, spet načeloma ni okej, tudi če moraš non-stop hoditi na vodo, recimo med spanjem, ni okej, če se zavedaš, da kašljaš med spanjem, tudi veš, da neke zadeve v osnovi ne štimajo, pretirano obračanje po postelji, tudi ni okej. Dostikrat se tudi zgodi, da ljudje se zbudijo zjutraj, pa imajo zapestja zategnjena podzavestno, spet vemo, da nekaj znotraj samega spanja ne štima, ali pa tudi podzavesti, tudi zategnjena čeljust, recimo, pri nekaterih. Pač različne zadeve, ki se pojavljajo po spanju, ki bi mogle biti načeloma boljše, pa so slabše, se pravi, tu ponavadi so ti občutki zategnjenosti, ki jih ljudje največkrat prepoznavajo, je lahko težava v tem, ali nismo šli pravi čas spat, pa na pravi način,
lahko pa je, da so tudi neki ostali podzavestni vzorci odzadaj, ki nam spanje dobesedno tratijo in se zaradi tega ne moremo naspati. To so bilo različne skrbi, kakorkoli. Tudi recimo osvetlitev pred spanjem z belo svetlobo lahko vpliva na to, ker se v bistvu cirkadiani ritem zaradi tega ruši. Potem tudi, naprimer, če gledamo televizijo, recimo, ne, kaj je zvečer po televiziji, po večini kriminalke, nasilne vsebine, ne? Ja. In v bistvu mi pred spanjem prehajamo iz nekega analitičnega razmišljanja dosti bolj v neko intuitivno, kreativno, pa potem vedno bolj v regeneracijsko področje možganskih valov, ne? Se pravi od beta stampa vse dol do delta. In če mi zvečer ob 10 gledamo agresivne filme v smislu, ne vem, Kol z motorka ali pa težke psihološke filme ali pa pač nekaj, kar v nas prebuja strah, napetost, kakorkoli, se to v bistvu pri nas zgodi kot neke vrste hipnoza, ki se potem manifestira tudi skozi spanje. Mi lahko v bistvu neke tuje travme, ki so bile znotraj filma, podoživljamo znotraj spanca. In se zaradi tega lahko spodimo drugi dan nespočiti ali pa napeti, ali pa če pred spanjem premlevamo težave iz službe, nas bo to isto skozi spanje oviralo, da v smislu podzavestja se bo določeni deli telesa zakrčili oziroma pač ne bodo naslednji dan polno regenerirani. V bistvu pred spanjem je vedno čas, da počistiš tisti dan, ki je bil, tudi kakšen mogoče dalj časa trajajoči problem, in se potem samo mirno vležeš in zaspiš. Ker že to, da ne moreš v miru zaspati v roku 10-15 minut, pomeni, da podzavestni vzorci nekje odzadaj nekaj meljejo in te v bistvu onemogočajo v tvoji polni funkciji in v spanju in tudi čez dan. Tako da, No, taki enostavne strategije, ki so sicer že kar zelo znane, no, ampak mi jih mogoče še vedno lahko naštejeva. Neki protokoli pred spanjem so recimo, pa boš pol še ti dopolnil, no, če imaš še kakšno dobro idejo, torej ne vem, klasični so recimo tik pred spanjem, topla prha, kat recimo, potem nekateri berejo, to tle boš mogoče ti malo povedal, če to dejansko, mislim, do kakšne mere to drži, spet odvisno, kaj bereš, pa kako bereš. Odvisno, kaj bereš, ampak knjiga je načeloma okej, ker ravno zaradi tega, ker ne daja tega spektra svetlobe kot recimo zaslon, razen če si svetimo z LED svetilko modrega barvnega spektra, spet imamo tu manjšo težavo, ampak ja, knjiga načeloma umirja, osredotoča misli v tisto direktno področje, v katerem bereš. In potem, ko knjigo zapreš, je tudi sposobnost samozavedanja večja, kot pa recimo, če gledaš televizijo. Tako da za spanje je sigurno dosti boljša, kot pa recimo televizija. Potem recimo nekateri tisti, ki pač meditirajo in imajo kakšne tehnike vizualizacije, seveda je to super stvar. Imaš ti še kakšno idejo, recimo, kaj podobnega, praktičnega, poleg tega? Ja, dejansko, tako kot si naštel, najboljši, se mi zdi, da se najboljše pač izkaže dejansko to, eni temu reče meditacija, eni vizualizacija, pač vsi vemo, da meditacija pač skupek vseh teh metod, ki spadajo pod autogeni trening z nekim dodatnim višjim smislom, ampak ni nujno, da ni tako poimenujem, generalno pač pospraviš dan za sabo, dobesedno. Greš v situacije, ki so te mogoče obremenjevale, ki še zdaj čutiš, da ti ne dajo mira, jih probaš sprejeti, če že ne gre drugače prestaviti na drugi dan, in pač probaš mirno zaspati. Seveda v pravi uri in na pravem mestu, ne za televizijo. Ja, res je. Dobro, evo, upam, da sva osvetlila nekaj dodatnih barv pojma regeneracija in okrevanje, da ni to glavni namen najnega pogovora je bil, da se objasni, da regeneracija in počitek ni samo ležanje, oziroma da to sploh ni ležanje, ampak da je to zelo široka slika, da v samo regeneracijo in počitek
je potrebno oziroma je pametno umestiti potem tudi noter to Lego kocko samozavedanja in veščina poslušanja samega sebe. No. Tako da upam, da sva dala dobre istočnice ljudem malo za razmišljati, za kakšno knjigo v roke prijeti. Knjig na tem področju je ogromno, tako da je pametno, no. Tisti, ki imajo čas v tem času, ki ga imajo več, se mi zdi pametno, da investirajo neke energije v to. Ja, in da se tudi naučijo, kako svoj ego pustiti na strani, ko greš na trening. Točno to. Točno to. Dobro, Tadej, hvala ti za tole. Bova še kdaj še kakšno rekla, pa do naslednjič. Z veseljem. Ja. Ok, čau. Se vidimo. Ja.